Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Končno sem postal dijak, kar pomeni, da hodim v srednjo šolo v prvi letnik. Jaz vam moram zdaj povedati malo moje občutke, na katero šolo sploh hodim, kakšni so šolci in učiteljice. Hodim na srednjo šolo za oblikovanje Maribor, smer medijski tehnik. Kar me je ful čudilo, na prvi dan šole je bilo to, povej so vsi prvi letniki, valjda fazani, celi popisani. Jaz nisem imel niti enega F-ja, niti ene čečke na sebi, nič. In sem normalno hodil do avtobusne, se prijavil z avtobusne šole, hodil po šoli pa vse. Čisto nič. Tudi moji novi sošolci niso bili nekaj ful popisani, eni so bili čisto malo, eni pa čisto nič. Tako da, prvi dan je bil odličen, sošolce imam še do zdaj super, vredno se razumem z njimi. Razdelilo nas je 30, to je taka mala informacija za vas, ko moče ni pomembna. Tu je tako, da imamo tudi več učiteljev na šoli, ker na naši šoli v Pesnici so imeli same učiteljice pa enega učitelja za športno, tu pa je že skoraj pol bi lahko rekel. Nekaj ful več vam ne morem povedati, ker valjda je minil komaj prvi teden. Moram povedati, da sem že kar utrujen, da te šola kar zmuči. Valjda, preden se začela šola, sem mogel uživati na pune, do konca smo mogli uživati, ne. Zadnji teden smo za starimi sošolci hodili malo okoli in enkrat smo prišli z vlakom v Velenje. Zbudil sem se ob 5:30, kar to ni za mene najbolj fajn, in smo šli na vlak ob 6 za Velenje. Tako da smo se 1 uro prvo vozili z vlakom, potem smo prestopili v Celju in se spet mogoče eni kako urco vozili do Velenja. Hi sisters. Hi sisters! Potem smo končno prispeli v Velenje in zakaj smo sploh prišli v Velenje? Ker smo se hoteli iti kopati v Velenjsko jezero. No, moji prvi vtisi so bili takšni. Sami smo bili tam skoraj da. Eni upokojenci so še bili tam, ko so tam malo čila, ko so tako že bili od 3 zjutraj tam. Drugače pa skoraj dobenega ni bilo. Najboljši plac smo si vzeli, kar je laž. Če bi bili pametni, si bi ga vzeli tam pod drevesi, ampak ne, mi smo si ga mogli vzeti na sredini plaže, oziroma te travnate plaže, ne vem, kako se temu prav reče. En selfie naredimo. Kaj snimaj? Da? Kak je že drugič, ali? In ja, sploh smo se šli kopati, tam imamo svetlano skakalnico, to je tudi par klipov, ko smo skakali z ono skakalnico. Ona skakalnica te tako visoko vrže, da je prav malo strašno že gori. Ampak glej, dan je bil res odlično smo se imeli. Po pa je bil čas, da valjda gremo nazaj, se vozimo nazaj, prestopimo v Celju in nazaj v Maribor. Smo pa bili prejani, ob 10 smo bili nazaj v Mariboru. Drugače pa res, to bi še enkrat ponovil 100%. No, evo, tako sem že prej povedal, zdaj hodim v srednjo šolo in sem dijak in valjda moram nekako priti do šole. Ponavadi grejo vsi z avtobusom, tudi jaz sem se vozil z avtobusom, ampak če gledaš tako, vse fajn se vozi z avtobusom, pa vse, ampak včasih je gužva, pa kar malo dlje rabiš, ko pa ne vem, kot da bi šel z biciklom, ampak takega, vse pri meni, no. Ker na primer, če gremo z avtobusom, rabim 25 minut, če je pa šel takim kolesom, ali pa bi lahko električno stvarjo, ko imam, bi pa rabil enih 10 minut 100%, da prišparam ful časa. In potem sem našel rešitev na eni spletni trgovini gfkshop.si. Tam sem opazil enega kulskega City e-cruisera, mislim, gledajte ga, ne nas gleda kot neki pravi čoper, mislim, mene je bolana stvar, pa še električna je. In ogani kaj? Danes ga imam s sabo. Točno to. S tem sem zdaj vedno vozil v šolo, pač valjda, ko bo lepo vreme, ne. In vam moram malo povedati moje občutke, ker se že vozim kaki teden z njim, skoraj vsaki dan, brez zabancije, skoraj vsaki dan, ker je tak kulski. In to ni neka navadno prevozno sredstvo, kolo, skiro, rolka. To je že prav kot neki motor mali, brez zabancije govorim. City e-cruiser gre 25 km/h, do meta ima od 40 do 50 km, ima pa motor za močjo 2000 W, kar je super za to. In bom tudi pokazal, da je super. Z City e-cruiserom sem 100% vozil vsakič v šolo, ko bo valjda lepo vreme, pa primerno vreme, da ne bo zdaj dež pa sneg. Drugače nam malo povem, kaj sploh ima ta stvar. Pridi to pogledati, lej kaj ima. No, pogled na obe dveh straneh ima trobljo. Taka smešna troblja je, rekulsko. Evo, ko vidiš tu, še imaš žmigavce oziroma smerokaze. Pridi kar nazaj pogledati. Zdaj sem dal desni žmigavec, upam, da se bo kaj videlo,
ker je svetlo meni. Pa dam levega. Mislim, da je krkulsko, ne? Mislim, priznaj. Če imam tu gori, bo svetla zadaj rdeča lučka. Vidiš, tu pa še ga zabremzam. Za bremzo spustil. Potem še ima zavore na disk, kar je krkulsko. Tu pa pogled to. Tu spredaj pa še ima sprednjo luč. Glej, zdaj prvo pokažem, kako se to vklopi, ker to ima tudi luč kaj veze, ne? Glej, ga vklopim, mi pokaže, koliko je baterije, kako hitro se vozim, pa koliko sem že prevozil. In pol še enkrat obrnem. In pol tu spredaj je dobra luč in se lepo po noči se res fajn vidi. Ampak luč bom zdaj izklopil, ker ga ne rabim. Glej to zdaj. Pol še ima tu tačko, da ga lepo parkiraš, veš kaj mislim. Kot vidiš, da to ni kar neki navadni e-cruiser, ne? To je e-cruiser za 2 osebi. Viš, tu še lahko imaš zdaj punco, fanta, pesa, bilo koga hočeš, za mene tvojo babico. In onda lepo tu dol nogice in sta oba dva ko v hotelu s 5 zvezdicami. Mislim, kaj rabiš več? Kot vidiš, da še ima tu zadaj amortizere, ima zadnje amortizere, kar ti ful koristi. Ker če se ti po neki cesti voziš, da zdaj lih ne, onega zadnje nabija, ne, kaj mislim, da ni najbolj fajn. In seveda imaš še sprednje amortizere, ki le tudi lepo primajo. Zdaj ima to pokazal, veš, ker so fajni amortizeri. Vidiš to? To bi žal šlaki downhill. Jaz mislim, da je pa najboljša stvar, da moja pokažem, kako še to sploh vozi. Ja, se tega strašil. Še nekaj moram pokazati. Dobiš poleg, dobiš vse rezervne ključe, ne, ampak še od tega dobiš ključ. Poglej, in to odpreš. Imaš noter baterijo, glavni del cruisera, res glavni del. Noter imaš še valjda alarm, da če ti ga nekdo vkrade, se začne dret. To neseš gor v stanovanje, daš polnit, prideš dol, daš noter. Evo, nazaj priključiš. Valjda, ti e-cruiser ni najbolj čist, ker sem se vozil cel teden z njim, pa vreme je tako pokakano veni, da dol padeš. Zdaj mislim, da se ne bomo imelo peljati s tem, ne? Ampak valjda ne more niti taki. Pač ne more niti taki, ker to ni varno. Ko mislim, da vsi veste, da ful pazim na mojo frizuro, da je vedno seksi lepa za vas in me vedno skrbi za njih. Valjda, ko sem vozil na tem, moram biti zaščiten, moram zaščititi mojo glavo in mojo frizuro, kaj je tudi pomembno. Pogled to, imam to kulsko čelado od trgovine TC Motoshop, da vam povem moje občutke, ker sem se valjda že z njo vozil. Ta čelada je ko pojšter, mehka, veš kaj mislim, mehka, varna, se upam, no nisem še padel z njo, ampak ziher je varna. Pogled to, imaš to, kar je kar kulsko, ampak nisi gangster, če imaš samo to gor, ne. Gangster si, če gre punca mimo, pa je pač sonce, ne, pa si daš očala dol, veš kaj mislim. What's up, baby? Veš kaj mislim, pa si gangster, če imaš oboje gor, če sonce pa dežuje, veš kaj mislim, pač pravi gangster si, ne. To da meni ta čala kar seksi, kaj vi pravite? Čekaj, malo... Kaj že ima sneg na Pohorju? Ok. Dajmo se en krog pelat, ne. Kaj praviš, a? Ga lepo piči. Tako vsaki motor oziroma pravo vozilo ima ključ, pa še ima daljinski ključ. Na tem daljinskem ključu ga lahko odkleneš in zakleneš
Po pa še malo, gled, alarm, če ti ga nekdo tu veš ono šlata, ti si tam gori na kavici, ne? Ti ga en tu mali šlata, nekaj, ne? Mali ne, se špilaj, mali začne tako laufa, da dol padeš, veš kaj mislim? Takoj se vstraši, ampak gled, bom zase uporabil pravi ključ in se šel malo furat. Postaja vedno bolj mrzlo, vse je blatno in se valjda ne mogo stalno hoditi s tem beni, ne? In jaz se moram sigurno z nečim voziti notri. In pol mi je spelna trgovina Ani prišla na pomoč. Pa pogledajte, kaj so mi zrihtali. No, da vam nekaj povem. Mogoče ne veste, ampak zdaj je kar popularna ena igrica Forza Horizon 4. Pač totalno kulska, ti voziš tam avte, imaš Lamborghinija, Bugattija, vse od te BMW, vse imaš, ne? In meni je ono ful bolana in jo hočem igrati, ampak nimam nekega volana pa tega, ne? In pol si hitro pisal Anjo, ne? Ani, kaj malo ti nekaj pomagaš, ne? Ker vem, da imaš vse, imaš tudi volan. Valjda imajo volan in so me hukapljeni, le to, s totim volanom. Jaz sem tako vesel, da imam lahko končno igral na volanu. Ta volan je Logitech G29, tada na hitrico unboxamo. Navodili, hvala, ne rajem, što veste že, ne? Ok, jaz vidim tu prvo, vidim volan, ta glavni del, oziroma skoraj glavni del. Eto, damo vse levo prvo na stran, pa poljemo, kaj smo v škatli. Kabli, da se priključi vse skupaj, ne? Evo, tu spodaj pa še imamo sklopko, gas pa bremzo, pa kabel, da vse skupaj priključimo. Kaj pa dolgo si tako še stol nabaviš? Ne bo to svetovno. Glej, mogoče pa kdaj, ne, nikoli ne veš. No, da prvo pogledamo volan, ker volan je mislim tak najbolj kulski. Evo, ta zgleda volan, kot vidiš, še ima zadaj menjave, strani sport avti, ko imamo, ne, oni športni avti. Menjaš pa take finte, ne. To se jaz moram malo naučiti, ne znam avta voziti, okej. Po pa je drugi najbolj pomemben del, gas, bremza pa sklopka. Saj predvidevam, da je to, no. Le to pa še filma, čakaj malo. Vsaka ima več malo, ne vem, to je najtežja, to je lažje, to pa je najlažje dol stisniti. To je pametno. Imaš pravi film, ko da si v pravim avtu. No pač, da vam zdaj povem, da jaz sem zdaj igrice dol potegnil, ampak še ne vem kero, ker sem lih objavil sliko na moj Instagram profil s tem, da idite pod njo pa komentirate, katero igrico si bi nabavil, da lahko spravim ta volan in ga malo sprobal, ne. Prosim, napišite Forza. Prosim. No, Ani, najlepša hvala. Ani je računalniška trgovina, ki ima vso opremo, ki jo rabiš, naprimer to sem za vas rabil oziroma hotel, takoj dobil, imaš pol miške, vse imaš zapisi, mikrofone, slušalke, mislim, vse, kaj rabiš, imaš tam. Teda imate tudi spodaj v opisu, imate njihov link, idite na njihovo spletno stran, malo počekirajte, ker ima ene kulske stvari. Teda najlepša hvala, zdaj pa jaz malo to probati nekako voziti, ne? Kuj na cesto v Maribor? Ko sem že prej povedal, zdaj hodim v srednjo šolo in jaz sem prej hodil v osnovno šolo v Pesnici pri Mariboru. In zdaj, ko hodim v srednjo šolo v Maribor, sem se dokončno poslovil od Pesnice. In v slovo Pesnici sem posnel en kratki filmček. Ogledate si ga pa lahko z mano premierno v soboto, 14. septembra ob 6. zvečer v večnamenskem centru Pesnice. Tam si bomo pogledali ta filmček, se malo moče poslikali pa malo družili. Teda, vljudno vabljeni. Evo, prispel na mojo lokacijo. Pa spomem moje malo občutke. To je smut, ne. Gre po bilo kakem terenu hočeš. Pač gre po normalnem asfaltu, po pesku, po travi sem že probal, da je lepo. Mislim, da sem še lahko vozil celo noč pa cel dan, ker imam še baterije preveč. Pač vse črtice imam, da še nisem čisto nič porabil, pa sem se kar ogromno že vozil, no. Ampak zdaj še malo tu okoli voziti, ker je kar lepo, ne. Tako da zdaj še eno punco pobrati, ker še imam zadaj en prostor. Dobene punce ne naredim pobrati, ker doben se noče z mano voziti, ampak se vseeno gledaj, veš kaj to pomeni, več prostora za mene. Kaj ne? Samo gledaj, če gledaš tako je to ful romantično, ni?
Mogoče pa da nikoli ne veš. Pa neko muziko imamo tam, zdaj zdaj pogledati, kaj se tam dogaja. Če se mi je gospod dalo iti tja, no. Ok, že vem kaj je, na drugi strani Drave je. Ko ima to? Na splavu so? Kaj gangstersko je? Poglejte, kdo je nazaj v videu. Mojca. Mojca, pridi... Kako fešto ima oni tam prisiljen, da bi šel tja? Ampak Mojca se nam malo pridružila v video. Kje si Mojca? Pokaži se. Ok, zdaj če mi ljudje gleda, mislim, da se nas podalo. Upam, da sem jo kaj slišala, kako je tam malo fešto. Ampak gled to. Jaz sem tudi prvi v življenju. Ampak gleda drozgleda. Zdaj vem, kam ima speljal punco, ki jo bom imel. Mogoče nikoli. Ki jo bom peljal sem, ker je pač ful lepo, pa prvič sem tu. Nares je lepo, gled to. Viš to? Taka potka je. Vem, da si odvsem. Vidim, da je bil tu z mano, tu gor. In bi se puni gas peljala, jaz tu, ti tu. Brum, brum, puni gas. In bo legendarno, ampak ti ni, ne? Tako da, sorry. Tako da, če vas zanima, kje lahko močno nabavite, pa se tam malo počekirati njihovo spletno stran. Imenuje se gfkshop.si. Vam pa moram povedati, da to pa ni edina stvar, ki jo imamo, ker še pride dosti stvari in jaz približno vem, kaj prije, ampak malo spremljate tisto spletno stran, ker boste ugotovili, kaj počasi prije ven. Seveda od čelade in pa e-cruisera bosta obe spletne strani spodaj v linku, ta si oboje malo počekirajte. Ja pa še idem malo peljati. Drugače pa to je bilo vse danes, če ste uživali te video, ga lajkajte. Idite na moj Instagram in Facebook profil Jack on the Box Slow, pa se vidimo naslednjič, pa valjda naroči se na moj kanal, no. Čas je že. Ajde stari, ajde stara. Adijo.